Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep prvomajski pozdrav. Dobrodošli pri spremljanju dogodkov dneva. Tudi na Celjskem pripravili številna prvomajska srečanja. 34. kresovanja na Celjski Špici se je udeležilo okrog 2500 ljudi. Svetlin z golom v zadnji minuti Celjanom prinesel točko na Bonifiki. Laščani so si zmago proti Škofji Loki zagotovili obstanek v prvoligaški druščini. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je v počastitev praznika dela v številnih krajih po Sloveniji pripravila prvomajske proslave. Na Celjskem je bila osrednja dopoldan na Celjski koči, kjer je bil slavnostni govornik Mirko Hirci, sekretar sindikata Skej. Zbrane sta nagovorila tudi Matija Kovač, župan mestne občine Celje, in Mojca Stropnik, sekretarka območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Savinjska. Maj mora ostati simbol praznika dela, prostega dneva, pa da hkrati pošljemo skupaj signal, ki pomeni, da je vrednota delo, da na delo vse temelji znanje, dobrine in vse pridobi delovni ljudje, ki delajo v svojih tovarnah, delajo v svojih enotah, delajo v svojih okolju in to ustvarja dodano vrednost in s tem tudi bogatimo družbo. In to mora ostati temeljna vrednota, ne smemo dopustiti, da to propade, da to nek kapital prevzame, pa to izniči. In to je bistvo pomena tega dneva. V slogi je pa moč. Pregovor pravi, eden ni nobeden, če sta dva, če so trije, če je skupina, je pa to tisto pravo razmerje in prava moč, ki pač da, bi rekel, energijo, pa da nek signal, da skupina lahko doseže tudi nekaj. Tukaj se spletajo lahko dobra prijateljstva, znanstva in pa če druga ne, si namenimo vsaj kako dobro besedo, ki si jo med letom nimamo časa, in 1. maj je značilno za ta dan, da si res spoštujemo, da si izrečemo samo dobre besede in vse slabo odmislimo, ker čez leto je kar nekaj takih stvari, za 1. maj pa res tak delavski praznik in to je to. Ne gre zgolj za to, da praznujemo opravljeno delo, da si vzamemo čas zase, za prijatelje, za dobro voljo, druženje, ampak zato, da opozarjamo na tisto, kar je v družbi aktualno danes. In vsekakor imamo veliko izzivov kot skupnost na področju dela, na področju razmerij v družbi. Mislim, da se naš čas trenutno preveša v nekaj drugega. Še lani smo ob tem praznovanju se spominjali, kaj smo dobili s tem, da smo 20 let člani Evropske unije, kako redno in visoko so se dvignili v zadnjih letih plače, na kak način se izboljšujejo tudi pogoji na trgu dela. Pa vendar danes mislim, da po enem letu gledamo na zadeve lahko predvsem drugače z vidika globalne situacije, z vidika tega, da svetovni voditelji nekaterih vrednot, za katere smo si predvsem v Sloveniji in Evropi zelo prizadevali v zadnjih desetletjih, ne vidijo na enak način. Mislim, da smo v eni krizi identitete in da se moramo v naši skupnosti, tako lokalni kot državni, kot pa predvsem na evropskem nivoju zavedati, katere so tiste vrednote, ki nam omogočajo blaginjo, v kateri živimo, ki nam omogočajo tudi v resnici, če gledamo iz gospodarskega vidika, določeno konkurenčno prednost pred ostalim svetom in jih dobro zaščititi in varovati. In zato je 1. maj, sindikalno organiziranje in nasploh delavsko gibanje še kako pomembno in aktualno tudi danes v svetu, ki drvi v nemir. Na predvečer praznika so tudi na Celjskem v številnih krajih zagoreli kresovi. Kajakanu klub Nivo Celje je na Špici v Celju pripravil že 34. kresovanje po vrsti. Udeležilo se ga je okrog 2500 obiskovalcev, ki jih je zabaval glasbeni gost Danijel Popovič. Tradicionalni prvomajski kres so ob 21. uri prižgali na popularni Špici, ob sotočju Lužnice in Savinje. Gre za najstarejši prvomajski kres in kot je poudaril Dušan Konda, predsednik organizatorja Kajakanu kluba Nivo Celje, trenutno tudi edini v Celju.
Kresovanja so se udeležili mladi in starejši, očitno po zimskem obdobju željni druženja in zabave na prostem. In ta želja se jim je tudi letos uresničila na predvečer praznika dela 1. maja ob izredno toplem večeru. Kres, ki je bil tudi tokrat res ogromen, pa so ga obiskovalci spremljali iz kar precejšnje varnostne razdalje. In kar je še pomembno, kres so prizadevni organizatorji pripravili v skladu z najvišjimi ekološkimi standardi ter varnostnimi ukrepi, saj ga je v polni pripravljenosti spremljala četa gasilcev. Predsednik Kaja Kanu kluba Nivo Celje Dušan Konda nam je postregel s podatkom, da se je sinočnega kresovanja na Špici udeležilo cirka 2000 do 2500 obiskovalcev, za katere je bilo odlično poskrbljeno. Za slastne čevapčiče so morali stati celo v vrsti. Kaj naj rečem, mi se ne damo, tako sem izjavil, že 34 leto, mi smo veterani kresovanja, mi smo še edini v Celju, ki smo ostali. Letos imamo srečo z remenom, imamo srečo, da je z nami tudi legendarni Daniel Popovič, ki verjamem, da bo skupaj z Aljošo in Mitjom naredil žur in da bojo vsi to kresovanje, da bo vsem ostalo v lepem spominu. Zdaj smo šele na začetku, bomo videli. Z nami je tudi naš župan, kar me zelo veseli, veliko ljudi je, tako da počakajmo do 1-2 zjutraj, pa bomo videli. Pri pripravi hrane na kresovanju so kot običajno sodelovali številne pridne roke. Brez legendarnega Borčija, Borivoja Pocajta, pa seveda tudi tokrat ni šlo. Kot sam pravi, so pripravili cirka 150 do 160 kg čevapčičev. V glavnem imamo pripravljen tule, teda za vsakega bo nekaj. Če bo čim večje število, bomo še bolj zadovoljni, pa da se imamo fajn, to je pa važno. Borčija smo tudi vprašali, če so čevapčiči okusni. Ne vem, še nisem probal. Drugače so pa, so kvalitetni, v redu so. Za zabave in druženja željne Celjane na letošnjem prvomajskem kresovanju na Špici je organizator Kaja Kanu klub Nivo Celje pripeljal glasbenega gosta, legendarnega Daniela Popoviča, ki je zaslovel v 80 letih prejšnjega stoletja, še posebej svojo takrat, pa tudi še sedaj znano Đuli, s katero je 23. aprila 1983 v Münchnu na Euroviziji zasedel visoko 4. mesto. In tudi na odru na Špici je Daniel tokrat navduševal in razveseljeval obiskovalce. V uvodu pa je našemu županu Matiju Kovaču, ki je poleg Dušana Konde pozdravil in nagovoril obiskovalce in jim zaželel lep praznik dela, podaril svojo digitalizirano gramofonsko ploščo. Lepo je, da Kaja Kanu klub Nivo Celje neguje starodavno tradicijo v bistvu organizacije kresov, da imamo Celjani priložnost na tak način praznovati pomlad, druženje, skupnost in spet ena lepa prireditev, ki je privabila številne ljudi, vse skupaj seveda v kontekstu prvomajskega praznovanja. 1. maj je naš praznik, praznik delovnih ljudi, praznik, ko si lahko vzamemo čas za sebe, za svoje najdražje, za prijatelje in tudi za nekaj zabave, kar bomo danes zagotovo tukaj tudi doživeli. In obiskovalci, trije naključni, so nam zaupali, kaj je tisto, kar jih je privabilo na letošnje kresovanje na Špico. Zakaj so prišli? Ja, letos predvsem lepo vreme, pa z otroki smo prišli prvič pogledati tole prižig kresa. Jaz sem soseda Špice, ampak 10 let pogrešam kres, vse, ker živim na Middle Eastu in letos mi je uspel, da sem tu in povem vam, tako lepo, ko je tu, ne veste, kako je lepo. Pridite, pridite! Po moje zaradi zelo dobrega žura, ko bom rekel, da smo ga kar pogrešali danes v Celju na Špici, toliko folka, ko že ne spomnim se, kdaj smo ga imeli tako skupaj, no. Res fenomenalno, vzdušje, super. Dušan Konda, predsednik Kaja Kanu kluba, je v svojem pozdravu poudaril plan izgradnje nove Kaja Kanu proge na Savinji, kar bo zagotovo dalo v prihodnje še več priložnosti in razlogov za srečevanja na popularni celjski Špici.
V družbi Simbio do 24. maja poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Premične zbiralnice bodo v tem obdobju postavljene na več lokacijah v vseh 12 občinah, v katerih Simbio izvaja svoje storitve. Točen urnik zbiralnic je na voljo na spletni strani podjetja Simbio, vsa gospodinjstva pa so ga prejela tudi s položnicami za mesec marec. Občani lahko v zbiralnice brezplačno oddajo ostanke barv, lakov, topil, kemikalij, odpadna olja, akumulatorje, baterije, zdravila, kozmetične izdelke, žarnice ter manjše električne in elektronske naprave, kot so sušilci za lase, merilniki tlaka, telefoni in opekači. Nogometaši Celja in Kopra so se včeraj na Bonifiki srečali v zaostali tekmi 29. kroga državnega prvenstva. Celjani so z zadetkom Tamarja Svetlina v finišu tekme izid uspeli izenačiti na 1:1. V nedeljo bodo Celjani v 33. krogu gostovali pri Primorju v Ajdovščini. Na Bonifiki sta se srečali moštvi, ki sta neporaženi zadnjih 7 oziroma 8 tekem. Gostitelji pod taktirko novega trenerja Slaviše Stojanovića sploh še niso izgubili. Gledalci so prvi zadetek videli šele v 76. minuti, ko je celjskega vratarja Silvo iz prostega strela premagal Felipe Curcio. Celjani so do izenačenja in točke prišli v zadnji minuti tekme, ko je po izjemni podaji Svita Sešljarja zadel Tamar Svetlin. Tamar je dobro tekel, jaz sem ga videl in hvala Bogu smo vsaj to točko izvlekli. V celjskem taboru so bili po tekmi izjemno nezadovoljni z delom glavnega sodnika Davida Šmajca in stanjem zelenice na Bonifiki, saj so se domačini odločili, da je pred tekmo ne polijejo z vodo. Glede na to, da smo spet igrali proti 14, smo lahko več kot zadovoljni, da smo osvojili piko. To nima več smisla, to smo lahko videli. Dobili smo 10 rumenih kartonov, oni ne vem, če so dobili enega. Vsak njihov mali kontakt, je faul. Nas tu Hvanhota na koncu odrine, ista situacija, mi dobimo karton, nam ne piska faula. Pridemo na igrišče, zunaj 25 stopinj, suho igrišče, oni ne polijejo vode. Se nismo igrali nogometa, tako da o nogometu sploh ne bomo govorili, to ni bil danes nogomet. Dobili smo veliko točko na koncu in s tem smo zadovoljni. Da igraš proti 14 vsako drugo tekmo, to ni nogomet. To lahko si ne vem koliko profesionalen, ko to nima smisla z nogometom. Hočeš si štopati žogo, žoga se ti odbije v glavo gor, ne moreš odigrati 2 pasov. Mi hočemo igrati pase po tleh, žoga rabi 10 metrov pas, traja 15 sekund, da prije žoga do igralcev, to nima smisla. Danes smo igrali proti 13 in ne 12. Mirno lahko zapišete, da ne maram sodnika Davida Šmajca in si res želim, da ne bo več sodil naših tekem. Na nogometno zvezo se obračam s prošnjo, da ga ne delegira več na naše tekme. Nemogoče je, da bo napredoval na višji mednarodni nivo. Vso kariero bo ostal na tej ravni. Drugo, kar želim povedati, pa je stanje igrišča. Domačini so se odločili, da ga ne polijejo z vodo. To je proti nogometu, proti šovu, proti gledalcem. Res ne razumem tega. Na takšni zelenici je bilo nemogoče igrati, saj ne more sestaviti niti ene natančne podaje. Na takšnem igrišču kakovost in znanje igralcev, ki jih imamo, ne prideta do izraza. Tudi Koper ima odlične igralce in ne razumem, zakaj niso želeli igrati na normalni zelenici. Upam, da bo zveza prisluhnila mojemu apelu in da smo danes zadnjič igrali proti 13. Ne želim nikakršnih daril strani delivcev pravice. Hočem le, da je sojenje pošteno in fer za oba tekmeca. Tudi igrišče bo na naslednjih 2 tekmah proti Kopru precej drugačno, kot je bilo danes. Koper in Celje se bosta v prihodnjih 14 dneh pomerila še 2-krat. Najprej na prvenstvenem obračunu v Celju, nato pa še 14. maja v finalu pokalnega tekmovanja v ljubljanskih Stožicah. Med nami njimi tu, mislim, da ni več skrivnosti, z vsakim igraš po 4-krat, z Koprom bomo igrali celo 5-krat še v pokalu. Vemo, da imajo kvalitetne igralce, sploh te gori so
zelo kvalitetni v igri 1-1, to smo tudi občutili danes. So nam delali ogromno težav, ampak tako ste rekli, zdaj smo igrali 4 tekme zapored na 3 dni. Zdaj, če je 3 dni, 4 dni, se še nekako telo lahko spočije, ampak smo odigrali res 4 težke tekme na 3 dni in tudi to se je malo poznalo. Celjani bodo v nedeljo v 33. krogu državnega prvenstva gostovali pri Primorju v Ajdovščini. Košarkarji Zlatoroga bodo tudi v prihodnji sezoni igrali v prvi slovenski košarkarski ligi. V odločilni tekmi za obstanek so Laščani sinoči v Treh lilijah z 82-62 premagali Škofjo Loko, ki je tako izpadla v drugo slovensko ligo. V tekmo sezone za oba tekmeca so psihološko očitno veliko bolje pripravljeni krenili gostitelji, ki so srečanja odlično odprli in si že v prvi četrtini priigrali občutno prednost, ki jo nato do konca tekme niso več izpustili iz rok. Živčna tekma, je pa tako, se tudi vi radi poveste v svojih prenosih. Ko mi zadevamo za 3 točke, ko mi skačemo v napadu, ko smo agresivni, takrat smo konkurenčni. Če teh stvari ni, nam verjetno še zmanjka izkušenj, še zmanjka individualne kvalitete in potem pride take raztrgane minute, kot so prišle vmes. Danes je bilo na srečo dovolj, mislim, da smo zasluženo tudi obstali, glede na to, da smo 3krat premagali v isti sezoni neposrednega konkurenta. Je pa še enkrat, tole nam bo ena velika šola za naprej in bodimo drugo leto boljši. Prvo čestitke za nasprotnika, odigrali so agresivno. Mi na to agresijo nismo dovolj dobro odgovorili, dali smo jim odprt tekmo za 3 trojkami, kar se absolutno ne bi smelo zgoditi. Tukaj smo nekoliko zamujali v rotaciji in zato je prihajalo do tega, da so imeli preveč odprte šute. Tako kot ste ugotovili, skozi tekmo smo se vračali, parkrat smo prišli pod 10 točk, ampak čisto vsakič, ko smo se približali, so na nek način izkoristili neko napako, nekje so nas kaznovali, ali je bila to trojka, ali je bil nek end-one, ali je bilo nekaj se je zgodilo in mislim, da je bilo 4-krat, 5-krat taka situacija, da smo se vračali, pa se nismo mogli vrniti. Tako da čist sigurno smo v tej tekmi odigrali premehko, prepočasi, da bi lahko to tekmo zmagali in da bi odgovorili na to agresijo, ko je pokazala ekipa iz Laške. Laščani so letošnjo sezono začeli in končali zmago proti Škofji Loki. Vmes je bilo marsikakšna stvar, ki je bila tudi slaba, oziroma serija porazov dolga in tako naprej. Jaz mislim tako, mi smo sestavili neko mlado ekipo, mi smo že lani neko ogrodje sestavili in tudi letos je v tej ekipi ogromno fantov, ki imajo že pogodbe za naprej in še ogromno fantov z zimskega pogona, ki prihajajo. In ta sezona nam mora biti ena velika šola za naprej, kaj lahko popravimo, kaj lahko še izboljšamo, ker modus operandi je jasen. Mi strašnega budžeta nimamo in mi bomo nadaljevali isto pot, torej z našimi mladimi fanti, z veliko dela, z ukrepitvami, za katere upamo, da bomo tudi mogoče malo bolj zadeli kot smo na začetku sezone in poskušali s tem ostajati prvoligaš. Zlatorog je prvo moštvo v zgodovini slovenskih državnih prvenstev, ki mu je v prvi ligi uspelo obstati s 4 zmagami. Pred sredino zmago proti Škofjeločanom so Laščani nanizali 16 zaporednih prvenstvenih porazov. Je v obdobju te serije trener Nejc Kobal film vrnil na igralske čase pri Parklih, kjer je bil pred več kot 15 leti v podobnem položaju. Vse stvari, ki jih črpaš iz neke svoje karijere, kljub temu, da jaz neke karijere strašno nisem imel, jih nekako podoživljaš, oziroma nekako se jih spominjaš, probaš iz njih se čim več naučiti. In sigurno sem probal tudi iz tistih sezon nekaj vleči, kako smo pol probali dvigovati s soigralci med sabo, kako nas je trener probal dvigati in verjamem, tako kot ste rekel, da je tudi to pomagalo k temu, da smo v najboljšem možnem trenutku spet zmagali. Škofjeločani so med sezono, popolnoma ponesrečeno sezono, skušali rešiti s 3 menjavami trenerjev. David Dedek se je v Škofji Loki znašel v povsem drugačnem položaju kot na Poljskem, kjer se je s svojimi moštvi ponavadi boril za mesta pri vrhu prvenstvene lestvice. No, sigurno je bila situacija nekoliko drugačna, vendar poskušali smo spremeniti nekatere stvari, mislim, da smo jih tudi spremenili. Večino teh stvari, nažalost pa v današnji tekmi nismo pokazali vseh naših kvalitet mogoče in, tako kot sem rekel, čestitke za Laško. Bo David Dedek ostal v slovenski košarki tudi v prihodnji sezoni? Ja, to pa samo vedeževalci vejo, se bo izkazalo v naslednjih tednih. Nejc Kobal je v svoji debitantski prvoligaški sezoni izpolnil osnovni cilj in Laščane po lanskem povratku med elito uspel zadržati v prvoligaški druščini.
Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. V soboto bo še po večini sončno, naraščala bo visoka koprenasta oblačnost, pihal bo jugozahodnik. V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo, a bo do večera ostalo po večini suho. Še bo pihal jugozahodni veter. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, lep in prijeten praznični večer. Nasvidenje.